Dober večer, Bog daj, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci. Nocoj vam spet predstavljam faro, ki sodi v sklop kamniške dekanije, in sicer je to fara Šmartno v Tuhinju. Nekdaj se je kraju reklo Šmartin, sedaj Šmartno v Tuhinju, leži pa nekje na sredini prelepe Tuhinjske doline. In ker Slovenci nimamo kaj veliko pisanih kronik o razvoju cerkva in župnij, smo skupaj Šmartani lahko ponosni na kroniko, ki jo je pred 250 leti napisal Franc Mihael Paglovic. Po zaslugi naših kulturnih veljakov skozi stoletja je sicer to osamljen, toda znamenit dokument svoje dobe. Vse skupaj je še toliko bolj zanimivo, saj je bil gospod Paglovic pristen Kamničan, rojen 26. septembra 1679. leta. Po raznih šolah se je v Kamnik kot kaplan vrnil leta 1702. 3 leta kasneje pa ga je kamniški nadžupnik, tudi zelo pomembna osebnost takratne dobe, gospod Maksimilijan Leopold Rasp, poslal za vikarja, kakor so takrat imenovali župnika, na izpraznjeno mesto v Šmartin. Tu je takoj, kot gospod Rasp v Kamniku, osnoval šolo za nadarjene kmečke fante, ki jih je tako pripravljal na šolanje pozneje v Ljubljani. Bil je nadvse uspešen književnik in dr. Frank Kidrič je o njem zapisal: Paglovic je v dobi med Hipolitom in samimi začetki zavestnega preporoda Slovencev pod Pohlinom najmočnejša osebnost slovenske književnosti na Kranjskem. In poleg tega, da je napisal kar 8 knjižnih del, je svoje učence pošiljal po ostalih vaseh, da so ljudi učili brati in pisati. Bil je tudi uspešen graditelj in podjeten gospodarstvenik. V svoji župniji od Nevelj do Motnika je sezidal in popravil 7 cerkva. Zanj so slikarili in rezbarili sami takratni umetniki: Metzinger, Jelovšek, Potočnik, pa Bergant in Gaber. Vse je plačeval s svojim denarjem, saj je imel tudi svojo hranilnico, ki je bila v zgodovini denarništva prva na Kranjskem. Zakaj sem toliko govoril o tem možu? Zato, ker so Kamničani čisto pozabili nanj in njegov doprinos kulturi. In pa seveda tudi razvoju kraja. Žal še danes nima nobenega vidnega obeležja ne v Kamniku in ne v Šmartnem v Tuhinju. Ta veliki mož je umrl leta 1759. 200 let pozneje sem se jaz rodil in 33 let je preteklo, da je sedaj nekoliko širše v javnosti bilo izrečeno o življenjskem delu gospoda Franca Mihaela Paglovica. Sama fara se sicer omenja že leta 1402, ko so po naših krajih hodili še Jožefinci. Žal obstaja le kronični zapis gospoda Paglovica, ki pa se začenja z njegovim prihodom v Šmartno. Tu je najprej sezidano župnišče, v katerem je bil prostor za božjo službo in pa šolo.
1711. leta so začeli zidati Turn, cerkev pa dobrih 20 let pozneje. Uredili so tudi prostor za pokopališče in ga obdali z zidom. Zidali so pod vodstvom ljubljanskega mojstra, gospoda Gregorja Mačka. Vse so seveda gradili postopoma, kolikor je bilo pač na voljo sredstev. Vikariat v Šmartnem je imel takrat na svojih plečih tudi ostale cerkve v Tuhinjski dolini, ki pa so danes že samostojne župnije. Po smrti gospoda Paglovica je vikariat prevzel gospod Luka Dolinar, znan tudi kot skladatelj nabožnih pesmi, pozneje pa so župnikovanje nadaljevali še gospod Janez Klun, pa Ivan Opeka in drugi. Kronike žal ni nadaljeval nihče, tako podrobnega razvoja župnije ni moči slediti. Če preskočim slabi 200 leti, pridemo do letnice 1944, točneje na dan vseh svetih zjutraj, ko je močna eksplozija prebudila krajane Šmartnega in mnogi še to pomnijo. Slovenski osvoboditelji so vrgli cerkev v zrak. Rečeno je bilo, da so hoteli minirati župnišče, ker je bila v njem žandarmerija, toda porušili so celotno cerkev, župnišče pa je ostalo nepoškodovano. Delno je bil poškodovan le zvonik. In ta spomenik osvoboditve je na svojem mestu ustal vse do leta 1955, ko ga je bilo potrebno, v narekovajih, zaradi nevarnosti, da se podre, tako so dejali oblastniki, nasilno porušiti. Krajani so dolgo časa uspevali braniti rušitev, toda takratna oblast je imela večjo moč. Božja služba se je med tem časom vršila kar v župnišču. Takratni župnik gospod Jože Erman je dobil načrte za novo cerkev od mojstra Plečnika, toda oblast je ni pustila zidati. 1958. leta pa pride iz zapora gospod Ignacij Škoda s svojimi bogatimi spoznanji iz časa jetništva in uspe na drugem mestu, kjer pa je bilo gospodarsko poslopje, dobiti dovoljenje za nadomestno gradnjo kapele, za katero pa je načrte prispeval arhitekt gospod Suhadolc. In cerkev, kapela, je bila sezidana v dobrem letu, posvečena 1960. leta, dokončno pa opremljena leto pozneje. 27 let je na to faro vodil gospod Vladimir Zmed. Od leta 1989 pa je župni upravitelj gospod Franc Baloh. Same Plečnikove čudovite načrte pa še hranijo. Mogoče bodo prišli prav drugim rodovom. K župniji Šmartno zdaj še spadajo podružna cerkev svetega Tomaža na Lokah, katere glavni oltar je iz frančiškanske cerkve v Kamniku, stranska pa sta iz šutenske cerkve. Iz te cerkvice je ohranjen misal iz leta krog 1500 in se nahaja v škofijski knjižnici.
vasi Kostanj spomeniško varstvo obnavlja cerkvico svete Doroteje, ki je bila leta 1943 požgana skupaj s celo vasjo. Seveda s svojim delom sodelujejo tudi krajani. Nad Hruševko, ki je obenem tudi prva vas, ki se v Tuhinjski dolini omenja v starih zapisih, pa kraljuje sveti Miklavž na grebenu ali gori. Tu je bil že v 15. stoletju turški tabor, kar je vidno iz obzidja. Zvonik stoji samostojno, cerkvica pa se znotraj sedaj obnavlja, predvsem slikarije. Del stropa zadaj pa je menda iz cerkve v Mekinjah. To oddajo o župniji Šmartno v Tuhinju sem posnel pred cvetno nedeljo. Zato naj kot farno zanimivost dodam še par insertov, ki ste jih sicer že videli, ko ste ugibali, koliko je merila velikanska butara, ki so jo farani naredili za cvetno nedeljo. Da so bili res zavzeti za to delo, naj povem, da so jo najprej postavili k zvoniku, kar je terjalo kar precej napora. Potem pa so se premislili in jo spet spustili na tla. Medtem so namreč našli boljše mesto in sicer tam, kjer so jo imeli postavljeno prejšnja leta. Še traja veliki petek, zate je grob še zaprt. Zate je zadnje poglavje življenja, brezupno čakanje na neizbežno smrt. Podaj mi roko, brat Tomaž. Podaj mi roko, brat Tomaž. Njihovi kolegi iz podružnice Kostanj so jih strašili, da bodo naredili višjo. No, višja ni bila, je pa bila prav tako čudovita. Veruj, brat Tomaž.
traja veliki petek, zate je grob še zaprt. Zate življenje ostaja uganka, drvenje brez cilja, iz rojstva v smrt. Podaj mi roko, brat Tomaž. Vso pohvalo torej faranom Šmartnega v Tuhinju. Vam pa samo še prisrčen pozdrav do naslednje oddaje in pogovor.